Mislim, da sem našel super primer nevroplastičnosti možganov. Tole je moj pokvarjeni mešalnik za testo. Glejte, zelo pokvarjen. Tole ročko sem zlomil kar nekaj časa nazaj in ni šans, da ga držim tule. Ampak jaz hočem vseeno delati testo in ne bom kupil novega mešalnika. Zato so moje roke pogruntale drug pristop in zdaj mešalnik za testo držim tule in z njim še vedno delam testo za pico. Nevroplastičnost možganov na podoben način pomaga tudi pri okrevanju po možganskih poškodbah. Če nekdo na primer doživi možgansko kap, kjer se poškodujejo določena področja povezana z določenimi funkcijami, bodo te funkcije prevzeli zdravi deli možganov. Ok, testo vzhaja. Nevroplastičnost je torej sposobnost naših možganov, da se ves čas prilagajajo in učijo in do izraza ne pride sam pri poškodbah. Življence. Bolj možgane uporabljamo in več izzivov, kot jim postavimo, več povezav med nevroni lahko naredimo in z več vaje postajajo te povezave vse močnejše. Močnejše, kot so, lažje pa se informacije pretakajo čez naše možgane. Recimo. In zato so izzivi super. Učenje novega jezika, igranje inštrumenta ali pa sam sprememba rutine, recimo umivanje zob z drugo roko. Ni pa absolutno nič narobe tudi z lenarjenjem in po mojem mnenju je to druga plat iste medalje. Imejte lep vikend. Pojedla pico?